Jaz bi se najprej vas vse prav lepo pozdravila, se vam zahvalila, da ste se prijazno odzvali na tole naše srečanje, ki je nekako posvečeno osveščenju o neplodnosti in sicer v sklopu Evropskega tedna o neplodnosti, ki je poteka vsak prvi teden v novembru. Mi smo en teden kasneje, pa mislim, da ne bo nič kaj hudega zaradi tega. In sicer na tem okrogli mizi bi se predvsem radi pogovorili, kakšen je vpliv starosti in pa debelosti na samo plodnost oziroma neplodnost in na sam potek nosečnosti in tudi izid nosečnosti. To so trenutno najbolj aktualne teme in iščemo in namenjamo te besede predvsem mladim, da bi se mogoče prej odločili za starševstvo in tudi poskrbeli za bolj zdrav način življenja, poskrbeli za svoje zdravje, ker bi s tem pripomogli tudi, da bi bili njihovi potomci tudi bolj zdravi. Tale tiskovna konferenca bo potekala tako, da vam najprej predstavlja svoje kolege, ki bo vsak predstavil svoje iztočnice, na koncu boste pa pač lahko postavljali vprašanje, kakršne se boste želeli, bomo na voljo. Pa bi kar predstavila najprej kolege in sicer bo šla kar po vrst. Profesor Milan Relič je iz UKC Maribora, prav tako je docent Vida Gavrič-Lovec tudi iz UKC Maribor, potem sta moje kolegice iz UKC Ljubljana, profesorica Helena Ban-Pragež in pa dr. Vesna Šalamon. Čakamo še tudi kolega študenta, 5. letnika medicine, Oto Šolman je to, in sicer iz medicinske fakultete v Mariboru. V veliko čast mi pa tudi je, da bo prisostvovala tej okrogli mizi tudi profesorica Vesna Vojvodina, ne rabim preveč predstavljati, ker mislim, da prav nobenega ni, ki jo ne bi poznal in se je zelo lepo zahvaljujem, da je bila pripravljena se zorganizirati, da bo pač pomagala tudi z svojimi stališči na tem problemu. Zdaj, če bi samo par uvodnih stavkov povedala, kar se tiče vpliva starosti. Narava v bistvu je zelo pametna in vedno uredi tako, da je prav, tako, da je prav, sicer bi bilo svet naš absolutno preveseljen. In sicer jajčnik je tisti organ, ki se najhitreje stara. Še več, stara se na dva načina. In sicer najprej doseže neko reproduktivno staranje, to pomeni, da po 35 letu starosti že začne opadata reproduktivna sposobnost, ki se kaže z manjšim številom jajčnih celic in pa še tudi slabšo kvaliteto teh jajčnih celic. Potem po 50 letu se pa ustavi tudi sinteza spolnih hormonov. Kaj to pomeni? Narava dala na voljo še teh 15 let, da žensko drži v dobri kondiciji, da seveda lahko poskrbi za svoje potomce. Ampak ta drug del lahko zelo dobro prebrodimo z hormonsko terapijo, medtem, ker tega reproduktivnega obdobja ne moramo ničemer nadomestiti. Tukaj je zelo zmotno mnenje, da za postopki zunajtelesne oploditve pa to lahko uredimo. In tukaj v bistvu imamo večkrat nerazumevanje med temi, ki se z neplodnostjo ukvarjamo in pa samimi pari, ki pričakujejo našo pomoč, ampak naša pomoč je na nekem mestu tudi omejena. In da je temu tako, vam bo profesor Milan Relič potrdil z podatki in prosim, če kar izvoliš. Ja, hvala. Ja, dejansko je problem ta, da v zadnjem obdobju, v zadnjih letih opažamo, da se pari vse kasneje odločajo za otroka, za ustvariti družino. Ravno danes sem preveril te podatke v lanskem letu. Pri nas je bilo tretjina parov, pri katerih, ki smo izravili za postopki zunajtelesne oploditve, je bila ženska stara 40 let ali več. Omejitev obstaja, kar se tiče uspešnosti zdravljenja, namreč za starostjo plodnost zelo pada, predvsem pri ženskah.
Radi posrežemo s tem podatkom, da je vsak 6-7 par neploden, vendar potem ne povemo to, da je v starosti 20-30 let je neploden vsak 10 par, v starosti 40 let pa je že v bistvu vsak 4. par neploden, govorimo o starosti žensk. To, kar včasih pari pričakujejo od nas, je to jasno, da uspešno zdravljenje, vendar jim to vedno ne moremo zagotoviti. Namreč obstajajo omejitve, naravne omejitve, ki jih tudi za postopki zunaj telesne oploditve ne moremo premagati. Problem je namreč v kvaliteti jajčnih celic, ki se z starostjo pomembno zmanjšuje. Jajčne celice nastanejo vse takrat, ko je še ženska zarodek v maternici in se potem z leti njihova zaloga zmanjšuje, ampak ni problem samo v zmanjševanju zaloge jajčnih celic, problem je v zmanjšanju kvalitete jajčnih celic. Jajčna celica namreč pred oploditvijo in oploditvijo v fazi zorenja izloči polovico kromosomov, zato da se lahko združi semenčico in da nastane zarodek, ki ima normalno število kromosomov. Ta mehanizem dozorevanja in izločenja kromosomov pa nekako z starostjo slabi in postane neučinkovit. Tako da opažamo, da je v starosti naprimer 30 let je nekje 40% jajčnih celic, ki se izloči ali ki jih mi pridobimo z postopki zunaj telesne oploditve, kromosomsko neustrezni, imajo dodatni kromosom. V starosti 40 let je takih jajčnih celic že med 70 in 80%, v starosti 44 let je naprimer tak odstotek že 90%. Tako dejansko je problem v kromosomski sestavi jajčnih celic. Če se taka jajčna celica oplodi in jo oplodimo z semenčico partnerja, nastane zarodek. Tak zarodek ima včasih potencial razvoja, tudi se lahko gnezdi, vendar pride do zgodnjih spontanih splavov. To je dejansko ta fiziološka omejitev, ki jo imamo in preko katere ne moremo. Zato je tudi uspešnost postopkov zunaj telesne oploditve zelo odvisna od starosti žensk. Ta starost je bi rekel, najpomembnejši prognostični dejavnik. Mi smo analizirali oziroma redno analiziramo rezultate postopkov zunaj telesne oploditve in ugotavljamo, da je v starosti 30-35 let je delež porodov v enem postopku se giblje okrog 35%, v starosti 40 let je bil delež porodov v našem centru 17%, v starosti 41 je že padel na 11%, v starosti 42-43 je bil ta delež porodov v enem postopku že 7-8%, v starosti 44 let je padel na 2%, v starosti 45 let pa je tam že okrog 1%. To so naši podatki, ki smo jih publicirali, ki so dejansko zelo podobni rezultatom ameriškega nacionalnega registra, ki sicer slovi po svojim dobrih rezultatih in kvaliteti. Tako da dejansko je ta omejitev, ki jo imamo in bi morali naprimer pri ženski, ki je stara 44 let izvesti 50 postopkov zunaj telesne oploditve, da bi lahko z večjo gotovostjo pričakovali uspeška, kar je dejansko jasno nemogoče. Pari pa pričakujejo uspešno zdravljenje in pogosto niso seznanjeni, kakšne omejitve imamo in so dobesedno včasih šokirani, ko jim predstavimo te podatke. Pričakovali so namreč, da bomo s postopki zunaj telesne oploditve rešili njihove težave veliko bolj učinkovito. Mogoče k temu včasih prispeva tudi podatki oziroma navedbe v rumenem tisku, kjer objavljajo, kako so prišli nekateri slavne osebe znane do otrok v zelo poznem reproduktivnem obdobju v starosti 50-55 let, vendar to ni navedeno, da so dejansko prišli z pomočjo darovane jajčne celice. V tem primeru je dejansko uspešnost za darovanimi jajčnimi celicami ni odvisna od starosti prijemnice, ampak od starosti darovalke. In to nekako ustvarja nek zmotno mnenje, kako smo vse mogoči in pri zdravljenju neplodnosti in pari računajo, kako bomo lahko rešili njihove težave in da lahko odlašajo z porodom otroka oziroma z ustvarjanjem družine kasneje.
To je to, kar sem na kratko v bistvu želel in to, kar je, s čimer se soočamo zdaj po odpravi tega pravila členika zdravstvenega zavarovanja, ko se individualno odločamo, pri katerih ženskah je še, kateri starosti in katerih prognostičnih dejavnikih je nekako še smiselno izvajati postopke zunaj telesne oploditve, se odločamo na nekem individualne ravni, vendar sigurno upoštevamo starost kot eden izmed najpomembnejših prognostičnih dejavnikov in včasih pride do tega, da enostavno moramo odkloniti zdravljenje, kajti ni za pričakovati uspešnosti tega zdravljenja oziroma tveganja tega zdravljenja presegajo dobrobit. Še to mogoče bi sam dodal, dejansko je menopauza, nastop menopauze je tisti trenutek, ko so ženske točno vejo, da takrat enostavno ni možno, da pride do zanosite, vendar podatki kažejo, da ženske postanejo neplodne že 7-8 let pred nastopom menopauze. Hvala lepa. To pa ni pravzaprav samo naš problem, ampak je cel svetovni problem in to zato načudi, da je pravkar bilo objavljen v članku Fertility Sterility, ki ponovno poudarjajo, da je neetično, da se opravljajo te postopke, če je pričakovan uspeh manj kot 1%. Torej, zdaj bi pa prosila, da mogoče docentka Vida Gavričkar nadaljuješ, kako je pa z nosečnostjo in izidom nosečnostjo pri ženskah v kasnejšem reproduktivnem obdobju. Hvala. Torej, še v začetku 80 let smo ginekologi uporabljali diagnozo primipara ali primigravida vetusta, stara prvorodka za ženske, ki so bile starejše od 35 let. Praviloma so takrat rojevale starejše ženske v nenačrtovanih nosečnostih, praviloma je bila to njihova zadnja nosečnost. Vendar, če pogledamo statistiko slovenskega registra porodov, vidimo, da se je situacija spremenila in da se v bistvu relativno hitro spremenila. V prvem desetletju tega stoletja je kar 1/4 žensk, ki so rodile, bile stari 34 do 39 let. V drugem desetletju, tem prejšnjem do 2022, je bilo 30% žensk, ki so rodile stare med 34 in 39 let in kar 6% starejših od 40 let. Ali zdaj rojevanje v poznem reproduktivnem obdobju predstavlja težavo? Podatki iz svetovne literature in tudi naši podatki kažejo, da razlike so in da te razlike so pomembne. Najpogostejši zaplet nosečnosti v poznem reproduktivnem obdobju je že omenil profesor Ilič. To je spontani splav, ki je posledica naključno nastale kromosomske nepravilnosti in pri starosti 40 let je verjetnost za spontani splav že 40%, v starosti nad 45 let se giblje po podatkih okrog 75% in potem eksponentno raste. Včasih pa nosečnost kljub temu, da gre za kromosomsko nepravilnost, napreduje in če je napredovala do 12. tedna in je ženska stara 20 let, je verjetnost, da ima otroka z Downovim sindromom kot najpogostejšo kromosomsko nepravilnost, ki se razvija približno 1/1000. Če je stara 40 let, pa je ta verjetnost 1/67. Se pravi, da smo dolžni nosečnicam v poznem reproduktivnem obdobju zagotoviti učinkovito in varno diagnostiko za ugotavljanje, ali imajo kromosomsko zdravega otroka. Drugo vprašanje se postavlja, ali so pri ženskah v poznem reproduktivnem obdobju v njihovih nosečnostih pogostejše strukturne nepravilnosti pri plodih. Podatki niso tako zanesljivi, kažejo, da so pogostejše, vendar so najverjetneje povezane z kromosomskimi sindromi oziroma s kromosomskimi nepravilnostmi, niso izolirane. Ko starejša ženska zanosi, v bistvu v zanositvi starejše ženske je večja verjetnost, da ima že spremljajoče bolezni, kot je recimo arterijska hipertenzija, diabetes tipa 1, 2, debelost, kronične dnevne, kronične ledvične bolezni in nosečnost lahko poslabša njeno zdravstveno stanje. Po drugi strani pa se ve, da so pri starejših ženskah v nosečnosti pogostejši gestacijski diabetes, preeklampsija, pogostejši so prezgodnji porodi,
Prezgodnji porodi so lahko tudi iatrogeni. To pomeni, da ga izovemo zdravniki zato, ker rešujemo akutni zaplet, akutno ogroženost ploda ali matere. Povezani so s posledično večjo obolevnostjo otrok in pogostejšo hospitalizacijo na oddelkih za intenzivno nego. Pri nosečnicah v poznem reproduktivnem obdobju je pogostejši zastoj v rasti, verjetno zaradi disfunkcije posteljice. Pogostejša pa je tudi mrtvorojenost. Vzroki za mrtvorojenost niso še natančno raziskani, pripisujejo jih živim spremembam, ki so povezane s starostjo. Zato velja na splošno priporočilo, da se nosečnost v poznem reproduktivnem obdobju aktivno končuje prej pri starejših ženskah, kot sicer pri mlajših ženskah. Kar zadeva sam porod, podatki kažejo, da pri starejših nosečnicah porod traja dalj časa, da so potrebne višje doze oksitocina, kar pripisujejo staranju miometrija oziroma slabši kontraktilnosti. Ni pa dokazano, da bi carski rez sam po sebi pomenil bistveno prednost. Čeprav zopet podatki kažejo, da je pri starejših ženskah carskih rezov več, podatki, vzroki za to so različni. Na eni strani je lahko odnos porodničega samega do starejše ženske in do njenih strahov. Nedvomno pa ima veliko vlogo tudi podatek, ki ga še nisem omenila, namreč, da se v starostnih skupinah, višjih starostnih skupinah veča delež zanositev, ki so nastale po postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo, povezane z vsem strahom in skrbjo za te težko nastale otroke, zato se pogosteje odločajo za carski rez. Torej, pri starejših porodnicah se porodničarji pogosteje in hitreje odločajo za carski rez ali za kako drugo izhodno operacijo. Neonatalna obolevnost je pri otrocih mater v poznem reproduktivnem obdobju nekoliko večja, vendar so te številke na splošno rečeno manjše. Zdaj, v bistvu, katerikoli podatek, ki sem ga povedala, kaže na to, da so izidi, da je nosečnost bolj zapletena in da so izidi slabši, ko gre za žensko, ki zanosi in rodi v poznem reproduktivnem obdobju. Ob tem je pa treba vedeti, da so vsi ti zapleti razmeroma redki in da zato individualno tveganje vsake posamezne nosečnice ni tako zelo veliko. In zato ne bi bilo prav, če bi ženske strašili zaradi nosečnosti v poznem reproduktivnem obdobju. Moramo poznati njihovo ogroženost, imamo možnosti in moramo znati delovati na te dejavnike, zato da zmanjšamo pogostnost zapletov. Hvala. Hvala lepa. In še ni konec negativnih dejavnikov, s temi bo nadaljevala profesorica Helena Ban-Frangaš in sicer v poznem reproduktivnem obdobju pač pridejo tudi pridružene bolezni, ne samo ginekološke, ampak tudi druge, in ona bo pa nekaj spregovorila na to temo. Hvala. Ja, drži. Mi govorimo o zgodnem in poznem reproduktivnem obdobju, ampak to so v bistvu ženske neke recimo med 20 in 40, 45 recimo leti, ki so načeloma še vedno mlade, ne, in zdrave, tako da, in se počutijo dobro, tako da je za njih mogoče presenetljivo, ko jim mi poskušamo povedati, da se določene spremembe že pojavljajo, ki vplivajo na njihovo sposobnost za nositi. Po eni strani, če pogledamo sama ginekološka obolenja, ko mi začnemo z diagnostiko neplodnosti, običajno pogledamo njihov hormonski status, njihov ciklus, upravimo ultrazvuk rodil in pač seveda na drugi strani moški dejavnik. Ugotavljamo že pri samem hormonskem statusu, da so določene spremembe, druga obolenja. Recimo, mi smo naredili analizo preko 700 žensk, ki so prišle v letu 2021 prvič k nam na obravnavo zaradi neplodnosti. Smo jih razdelili v obdobja po 5 let, se pravi menik 25, 30, 35 let in naprej. In smo ugotovili, da pri teh mladih, recimo so naključna obolenja ščitnice, ki niso bila diagnosticirana prej,
ali pa naključna hiperprolaktinemija, povišanje drugih, so relativno redke, se pravi nekje do 5%. Potem v zadnjem starostnem obdobju nad 40 let je bilo pa tega že skoraj 14%. Se pravi, zvezno se povečuje to, kar mi po naključju zraven ugotovimo kakšna druga predružena obolenja. Kar se tiče samih ginekoloških, bom rekla, organskih obolenj, ki jih ponavadi ugotovimo že z ultrazvokom, to so benigne spremembe, miomi, tipično naraščajo z leti. Potem je endometrioza približno konstantna v tem skozi to obdobje, razen z endometriozo maternice, se pravi z adenomiozo, ki kaže zelo izrazit trend skozi ta starostna obdobja. Tudi benigne ciste se nekako pogosteje pojavljajo z leti, teh smo tudi predvsej našli. Obratni trend pa kažejo policistični jajčniki, se pravi sindrom policističnih jajčnikov, to je pa prvenstveno obolenje nekako mlajših, tam nekje do 15 do 30 let recimo. Ob teh pregledih vedno tudi nekako ocenimo zalogo jajčnih celic, kot da gre po eni strani za količino in po drugi strani, tako kot je že profesor Lelič povedal, za kvaliteto, tega ne moremo ocenjevati, lahko pa približno nekako ocenimo zalogo jajčnih celic, kar opravimo z ultrazvokom in pa z vrednostmi hormona, antimillerjevega hormona. In pri tej analizi smo zelo jasno videli, kako recimo pade, to je tudi že preznano. Antralni foliklit je v mladih letih 12 na 1 jajčnik, padejo potem na 4 pri 40. Se pravi, ta zaloga močno pade in tudi vrednost antimillerjevega hormona, ki je bil pri mlajših 4,5, je pri 40 in več bil niti ne 1. Tako da trendi so vidni. Moški dejavnik, se pravi, kadar je neplodnost povezana z moškim faktorjem, da gre za slabši spermiogram, je bil pri vseh teh ženskah približno enako zastopan skozi vsa starostna obdobja, tako da nekje 30% je bilo prisotnega tudi moškega dejavnika. Zdaj, ko se mi lotimo zdravljenja, se seveda lotimo glede na vzrok, ki ga najdemo. Po eni strani, če gre za hormonske težave ali pa neredni ciklus, pristopamo zdravili. Druga opcija, kadar vidimo, da gre za neke organske spremembe, lahko pristopimo kirurško in še vedno pa potem ostane tudi oploditev z biomedicinsko pomočjo, ki je pa seveda prva misel, kadar imamo tukaj težave na moški strani, se pravi, da gre za slabšo kvaliteto semena. Zanimala nas je potem seveda tudi uspešnost, kako z vsem, kar znamo, uspemo doseči zanositev v teh starostnih obdobjih in pri mladih je bilo to seveda zelo visoko. Tukaj smo prišli v več kot 90% do zanositve. Ne govorim o porodu, tukaj se potem še kar precej, bom rekla, nosečnosti ne konča tako, kot bi si želeli, gre za spontane splave, ampak pri mlajših je ta odstotek bistveno manjši kot kasneje pri starejših. Se pravi, uspešnost je kar dobra, se drži nad 80, do 85%, skoraj do, bom rekla, 40 leta, kakšne 2 leti prej, pa ta, bom rekla, uspešnost zanositve začne padati in v skupini nad 40 smo bili v bistvu uspešni, smo dosegli zanositev samo še v 40%. Tako kot ste pa prej slišali, je to delež porodov pa izrazito, bom rekla, nižji. Je pa razmerje med tem, na kakšen način smo uspeli priti do nosečnosti, se pa seveda tudi skozi ta starostna obdobja razlikuje. Pri mladih je pogosto dovolj, da zdravili uredimo ciklus, da pride do ovulacije in na ta način kirurško pri teh, ki imajo seveda partnerji dober izvid semena, je smiselno korigirati anatomijo in omogočiti naravno zanositev. In kadar je res seme v redu, se to doseže potem po naravni poti nekje v 40 do 50%.
Seveda pa zato potrebuje ženska nekaj časa. Ne? In če dobiš pacientko, ki je 37-38 let, potem se ti zdi škoda zgubljati pol leta, 1 leto, zato da boš čakal na naravno zanositev. V teh primerih se pristop kombinira, ne se pač toliko prej ponudi hkrati tudi umetno oploditev, zato da če zanosi, jaz rečem, gospa, če boste zanosila, da vidite vsem, kako ste zanosila, samo da pridete do nosečnosti do otroka. Če pa kljub temu v postopku umetne zanositve, oploditve ne zanosi, ima pa, če ostale stvari uredimo, možnost vseeno med enim in drugim postopkom še zanositi po naravni poti. Tako da kombiniramo glede na konkretno situacijo določenega para, da pridemo do želenega rezultata. Hvala lepa. Zdaj se bomo mečkaj, spet začnemo s starostjo, odmahnilo starostjo, potem kot nastopna profesor Godina, da bomo pa zdaj se v bistvu preusmerili še na debelost. In sicer debelost je tudi eden iz velikih problemov sodobnega časa. Ko sem tole pripravljala, sem malo pogledala podatke in moram reči, da so me te podatke zelo presenetili. In sicer zaradi podhranjenosti umre 1 milijon ljudi. Zaradi debelosti 3 milijone ljudi. Nesorazmerje je ogromno. Zaradi debelosti umre 5% ljudi in v bistvu naje BDP v 2,8%. Pričakujejo, da bo predebelih do leta 2030 polovico vseh ljudi. Seveda je jasno, da se je na to farmacevtska industrija odzvala in vsi zdaj pač poznamo to medikamentozno zdravljenje, ki pa ni predmet današnjega razpravljanja, ampak kljub temu tudi pri neplodnih parov imamo na ginekološki kliniki nekaj izkušenj in o tem bo govorila dr. Vesna Šalamon, seveda pa tudi o tem, kako debelost vpliva na plodnost oziroma neplodnost. Izvolite. Najlepša hvala, profesorica. Pokaj priživete malo počasi, samo da mikrofone, ker ga odmevate, da vam noter. Tako da ja, jaz bom zdaj poskušala govoriti o bolezni modernega časa, o debelosti. Profesorica je povedala te markantne številke. V bistvu bi pa rada povedala, da v naših ambulantah za neplodnost doživljamo pravo epidemijo debelosti. Se prihaja k nam veliko parov, ki se soočajo ali s prekomernim prehranjenostjo ali pa celo debelostjo. Ugotovljeno je, da je v Sloveniji okoli 20% odraslih oseb ima indeks telesne mase 30 ali več, kar pomeni, da imajo v bistvu diagnozo debelost in smo nad evropskim povprečjem. Ko se z našimi pacientkami pogovarjamo o v bistvu neplodnosti in debelosti kot enem vzroku za neplodnost, ponavadi ne verjamejo, da je v bistvu ravno ta povišana telesna teža lahko doprinese k tej neplodnosti. Ponavadi nam povedo, da v bistvu se poznam ženske, ki imajo nekaj kilogramov preveč, pa še vedno imajo otroke. Pa vendar bi vam rada na tem mestu povedala, v bistvu, da debelost izjemno pomembno vpliva na razvoj neplodnosti, tako pri ženskah, kot tudi pri moškem. Ženske z debelostjo imajo kar 3-krat večje tveganje, da bodo neplodne v primerjavi z ženskami, ki imajo normalno telesno težo. Če zanosijo spontano, ponavadi zanosijo, rabijo v bistvu dalj časa, da zanosijo v primerjavi z ženskami z normalnim indeksom telesne teže. In v bistvu ta osnovni vzrok je ponavadi na nivoju njihovih jajčnikov, na nivoju ovulacij. To so ženske, ki nimajo v bistvu rednih ovulacij oziroma so nepravilne ovulacije. To se pa kaže kot motnje menstrualnih ciklusov ali pa celo menstruacij ni. Še posebej pri pacientkah s sindromom policističnih jajčnikov. Osnovni, v bistvu tisti razlog pa so seveda hormonska neravnovesja, inzulinska rezistenca. Te maščobne celice proizvajajo določene hormone, ki potem vplivajo na te metabolne poti. Zdaj, če imajo naše pacientke težave pri spontani zanositvi,
Imamo pa tudi mi težave pri zunajtelesni zanositvi. Predvsem sama stimulacija jajčnikov je daljša, potrebujejo te pacientke več hormonov, pridobimo manj celic, velikokrat se zgodi, da moramo prekiniti za samo stimulacijo, ker ne pride do odziva. Funkcija jajčnikov zna biti v bistvu težja, zato ker so jajčniki slabše dosegljivi, slabše vidni. Kar je pa tisto, kar je pa v bistvu pomembno za nas, je pa to, da ženske z indeksom telesne mase, ki je višji od 30 oziroma tudi čez 40, potem je stopnja porodov po postopkih zunaj telesne oploditve bistveno nižja kot pri ženskah, ki imajo normalno telesno maso. Recimo, v primeru, če je telesna masa če je indeks telesne mase nad 40 kg na kvadratni meter, potem v bistvu možnost za nositev po postopku zunaj telesne oploditve za polovico manjši. To je pa dejansko kar pomemben dejavnik za neplodnost. Zdaj pa, ko pa ena taka pacientka zanosi, smo vsi veseli, vendar se zgodba seveda ne zaključi. Sama nosečnost lahko prinaša pogostejše spontane splave, več komplikacij nosečnosti, kot je recimo hipertenzija, preeklamsija, nosečniška sladkorna bolezen, več je težav pri samem porodu, lahko imamo več carskih rezov, več poškodb, tako matere pri porodu, kakor tudi samih novorojenčkov. Tako da mi, ginekologi, ki se ukvarjamo v bistvu z neplodnostjo, imamo super čas, ko lahko našim pacientkam, ki pridejo k nam, da jim v bistvu svetujemo, da naj shujšajo. In to je izjemno enostavno reči, ko shujšate, ampak narediti, da se shujša, je pa izjemno težko. Še posebej pri pacientkah, ki imajo sindrom policističnih jajčnikov. Tako da smo veseli, da so na tržišču v bistvu nova zdravila za zniževanje telesne mase, to so agonisti GLP-1 receptorjev, in moram povedati, da smo 10 let nazaj na kliničnem oddelku za reprodukcijo skupaj z kliničnim oddelkom za endokrinologijo naredili v bistvu pilotno študijo, prvo na svetu, kjer smo shujšali naše pacientke z liraglutidom in dejansko dokazali, da zanosijo bolje v primerjavi z kontrolno skupino in tudi, kaj je bilo pomembno, pomembno je, da je bila tudi kumulativa, bi so tudi nosečnosti, ki se zgodila potem, ko so, če niso zanosile v postopku oploditve zunaj telesno pomočjo, ki so potem spontano zanosile, tudi ta kumulativa je bila boljša. Če zaključim, torej debelost je izjemno pomemben dejavnik tveganja za neplodnost, tako za ženske kot za moške. Dobra novica pa je, da je v bistvu to eden izmed redkih dejavnikov tveganja, na katerega lahko vplivamo in v bistvu z samim hujšanjem lahko na nek način pomagamo. Hvala. Hvala lepa, dr. Šalamon. Verjetno bo to tema, ki bomo še veliko obravnavali tudi v prihodnosti. Sedaj pa bi se pomaknili naprej in bi zaprosila profesorico Godino. Ne vem, vsi pač opažamo, da se pari kasneje odločajo za starševstvo. Rada bi vas vprašala, kako se družba spreminja, ali gre za neko preklap pred sprejemanjem odgovornosti, izgube svobode, a nam vi lahko to malo pojasnite z sociološkega in antropološkega vidika. Izvolite. Me slišimo? Da slišimo? Da me slišite? Zdaj pa slišimo. Izvolite. Moram povedati, ne vem, ampak slišite pa mene, ne? Ja, slišimo. Torej, zadeva je naslednja, seveda je dejstvo, da pač imamo takrat starejših staršev oziroma starejšega odločenja za otroke, treba razumeti kot, bi rekla, neki družbeni in kulturni trend, ki je pač povezan z tipom družbe, v katerem danes živimo. Zdaj v tem smislu bi jaz pač izpostavljati to na kratko samo tudi ključne zadeve, ne? Prvič, mislim, materinstvo oziroma starševstvo ni več pomemben cilj v mladih generacijah, ne? Ni torej neki, bi rekla, pomembnejši
najpomembnejši življenjski cilj, ampak so pač drugi cilji, recimo služba, karijera, dobro življenje in podobno, potovanje in podobno, cilji, kateri v naši generacije bolj stremijo, kot recimo ustvariti temu, da se ustvari družina. In seveda to pomeni, da pač še posebej tisti, ki so pač po biološki logiki je bila pokazana najbolj, bi rekla, priročni oziroma najbolj bilo ugodno, posebej gre za ženske, da imajo otroke oziroma da zanosijo, takrat svoje življenja namenjajo drugim rečem, a ne? Zdaj, to je pač ena težava, ki jo, bi rekla, potegne samo to, da mi danes živimo v potrošniški družbi, kjer se nam pravi vse, kvaliteta življenja, smisel življenja, ne vem, zadovoljstvo za življenje merijo čisto po drugih kriterijih, kot so se recimo še 2 generacije nazaj, a ne? Ali pa celo mogoče 1 generacijo nazaj, a ne? To seveda zdaj pomeni, da tudi če bomo mi pač izvajali ozaveščanje pač med mladimi generacijami, kaj vse pomeni starejše starševstvo oziroma starejše zanositve, se bojim, da to ne bo imelo kakega posebnega učinka. Tudi da to ker pač je en del sodobnih družb tudi predrugačena vzgoja in socializacija otrok. Mislim, tisto, kar danes uporabljamo kot prevladujoč socializacijski in vzgojni model na Zahodu, je tako imenovana narcisistična socializacija, ki pač kot rezultat rodi posameznike, ki so pač patološki narcisi, ampak zdaj tudi patološki ne pomeni, da so bolni in da morajo končati v institucijah. To je neki drugi opis, mislim, ki pač hoče ta narcisizem ločiti od Freudovega. Ampak to so posamezniki, ki v resnici svoj fajn, svoje osebno ugodje postavljajo pred vse drugo. In še nekaj je, pri teh posameznikih oni druge vidijo v resnici kot sredstvo za doseganje svojega cilja. Zdaj to verjetno v svojem okolju opažamo, ki smo novinarji in to nas zdaj poslušajo in mi, ki delamo in smo zdaj tu na drugi strani, da se količina takih posameznikov veča, a ne? In zdaj, mislim, če v tem kontekstu pogledate pač ta projekt Imet otroka, ne, je to v resnici nekaj, kar takemu posamezniku v ničemer ne koristi, ne? Oziroma mu življenje zapleta in, kako bi rekla, ga odmika od nekih drugih ciljev, ki so pa seveda družbeno, bi rekla, razpoznani kot pozitivni ali pa bolj pozitivni kot to, da pač imate družino, ne? Oziroma otroke. Druga stvar, ki je pomembna, ne, oziroma druga skupina dejavnikov, ki je pomembna, pa je, da v resnici moramo se zavedati, da v zadnjih 30 letih v postsocialistični družbi smo mi tudi zmanjšali prisotnost objektivnih pogojev za to, da se mlajši lahko odločajo za otroke. Ne? Namreč, mislim, zdaj, če rečemo, da je pač nek temeljni pogoj to, da imate službo in da imate stanovanje, a ne? Mi pač vemo, da tako prva kot druga dobrina ali pa ne, prva in druga reč mladim postaja vedno manj dostopna. Ne? To pomeni, da v resnici, ne, mislim, tudi verjetno mladi, ki bi potem, ko končajo fakulteta ali podobnega, še imeli otroke oziroma se mogoče to želijo, a ne? Ampak seveda nimajo službe. Ker, mislim, to so generacije, ki vedno bolj množično, bi rekla, drsijo v prekarnost, ne? To pomeni v stanje nerednih zaposlitev, kjer dejansko ti ne moreš planirati svojih finančnih dohodkov oziroma prihodkov na daljši rok. In zdaj, ko imate otroka, seveda so to reči, ki jih morate imeti urejeno nekoliko daljši rok, verjetno, ne od enega projekta do drugega. Mislim, jaz poznam že ljudi, ki so danes stari 50 oziroma več kot 50, ki so bi rekla, a ne, še v času, ki ni bil tako zelo zaostren kot naš danes, bili v resnici v znanstvenem sektorju zaposleni kot raziskovalci do 43. 45. leta, razumete? Praktično, mislim, si niso mogli privoščiti otrok, oziroma če so si jih, niso imeli redne zaposlitve. Mislim, to je neki širši družbeni problem, kjer pač ne bomo tega problema rešili, če seveda se družba ne bo začela drugače obnašati
do tega, da zagotavlja temeljne preživetvene sredstva za mlajšim generacijama, ne? Kar pa seveda zahteva neko redistribucijo dobrin, ne zdaj od starejših k mlajšim, kot se to običajno najbolj pogosto govori, ampak od bogatejših k revnejših, ne? Ker pač tudi nekatere starejše skupine ljudi, recimo starejše upokojenke spadajo med revne skupine, ne? To je zdaj ena reč, druga so pa seveda stanovanja, o katerih ne bom niti izgubljala besed, ker nimamo časa, ampak vsi vemo, kakšno je stanje za stanovanje, vsi vemo, da se stanovanja ne gradijo več, mislim, kadrovskih stanovanj praktično ni, a ne? Pred časom, ko smo govorili o stanju v zdravstvenem sektorju ali pa o stanju, ko gre za učitelje, sem jaz rekla, da mislim, zato mora država prevzeti odgovornost, ne? Če so to državni, če imamo mi nekšno družbeno produkcijo ali pa neka področja, ki so družbeno nadzirana ali pa vodena, potem mora država seveda voditi odgovorno kadrovsko politiko, mora zagotavljati delovna mesta in mora zagotavljati kadrovske stanovanja. Tega ni več, a ne? Tega ni več. Ne? In seveda je, mislim, ne, če pač pogledamo mlade, po eni strani je seveda tragično, mislim, vsi ti dejavniki, ki ste pač jih pokazali, kažejo na to. Jaz se spomnim, ko sem jaz bila davnih let nazaj stara 29, ko sem zanosila, sem ga že imeli za starejšo nosečnico, ne? Razumete? Ne? Se pravi, danes, mislim, tako naj vam reče, kdo pred 29 letih ima službo in stanovanje, skoraj da nišče več, ne? To je resen problem, ki mi teh, bi rekla, problemov, ne, ki so seveda individualni, ne bomo mogli rešiti na individualni ravni, dokler družba ne bo začela razumeti, da pač neka tako imenovana naravna reprodukcija, ki očitno ni naravna, ne, ker pač moramo neke resne družbene probleme reševati, zato da imamo resne razmisleke v celotni družbi. Ne. Še nekaj bi mogoče, da posebno bomo besedo pogrezna debelost, ne. Treba je vedeti, da debelost je ravno tako, čeprav se na prvi pogled se zdi, da to ni res, debelost je sindrom revščine. V razvitih državah, kjer so pač imamo večino te predebele ali pa debele, če boste šli gledati Slovensko, boste videli, da večina ljudi, ki spadajo med predebele in tako naprej, spada v spodnji del družbe, ker namreč problem je v tem, da ne dobra kvalitetna hrana, je draga hrana še vedno. In če vedno bolj bo draga hrana. Tako da dokler bomo mi mlade generacije držali objektivno v strukturni negotovosti za preživetje oziroma služba in stanovanja, in dokler bodo tudi, ko bodo zaposleni v resnici v glavnem spadali v slabo plačeni del družbe, pač lahko pozabimo, da bodo se pač odločali za otroka. Mislim, pravzaprav je treba tukaj postaviti tudi eno drugo vprašanje, ali bi bilo sploh odgovorno, da se v taki situaciji odločijo za otroke. A kaj hočemo imeti? Hočemo imeti ogromno število otrok, ki starši ne bodo mogli niti preživljati. Da veste, spokojno Anito govori, ker so bile pač prijateljici, ko so se pogovarjali o otrstvu, to je 30 evrov na mesec. Jaz, ko imam pač na sorodstvu ljudi, ki spadajo v zgornji srednji sloj, to so samske ženske in rečem, ker ne vejo, kaj bi z denarjem in nakupujejo najrazličnejše obleke, kozmetike in ostale neumnosti in jim rečem, daj ti recimo, daj vzami enega ali pa dva otroka, pač se veste, to pač ta projekt, ki ga ima Zveza prijateljev mladine, tega one ne dajo. One bodo kupovali obleke za 300 evrov, ampak ne bodo pa dali 30 evrov za to, da bi nek otrok. Ker sem jaz nekaj vprašala, kako pa si lahko pomagate s 30 evrov, kaj je zdaj to tih 30 evrov? Ona je rekla, mleko pa ena žemlja na dan. A razumete? Mislim, Res je, jaz upam, da vas bojo te... Halo? Profesorca, jaz upam, da vas bodo državni odločevalci slišali, da bodo, ker ste
veliko povedali in mislim, da se najbrž vsi strinjamo, je pa kar precej žalostno in me zanima, se vam lepo zahvaljujem za te vaše besede. Ja, zdaj bi pa prosila študenta, predstavnika mladih, kako on gleda na ta problem in na vse tole razpravljanje, ki ga je slišal. Ja, hvala lepa najprej za besedo, da se predstavim. Sem Oto Šolman, študent 5. letnika medicine v Mariboru in pa vodja odbora za reproduktivno zdravje pri Zvezi študentov medicine Slovenije. Torej, pri naši zvezi smo izvedli eno tako dokaj obširno akcijo, predvsem preko socialnih omrežij, kjer smo dosegli nekje 30 do 35 tisoč ljudi. Predstavljali smo jim predvsem grafiko o stvari, ki so že bile danes povedane, grafike, ki so bile danes že povedane, torej o plodnosti in pa predvsem padcu plodnosti po 30. oziroma 35. letu pri ženskah. Predvsem, kaj smo ugotovili, je, da veliko ljudi, ki so nam na kratko anketo kasneje odgovorili, ki je to šokiralo, ker vsi so vedeli, da se zapleti po 30. letu strmo naraščajo, se povečajo, ampak niso pa vedeli, da plodnost tako fejst tudi opade. Vsi to povezujejo plodnost, neplodnost nekako s kasnejšo dobo, oziroma mislijo, da imamo to rešitev, da bo zdaj sodobna medicina vse to rešila, ampak ko smo to pokazali, so videli, da to ni res, so torej bili odzivi dokaj negativni. Torej, mi smo za našo anketo dosegli, tu imamo nekaj podatkov, nekje 600 ljudi, ki smo jih vprašali, če ob študijskih dolžnosti razmišljajo tudi o načrtovanju družine in nekje 70% jih je odgovorilo, da razmišljajo. Ko smo jih vprašali, kaj jih odvrača k prejšnjem začetku družine oziroma načrtovanju, so pa bili rezultati podobni, kot so bili že zdaj predstavljeni, kot je profesorica Bogodina povedala. Torej, da še nimajo družine predvsem zaradi stanovanjske problematike, za problematike službe, ker še večina do 30. leta oziroma študira nekje do 26. leta, 27. leta, na to si ustvarjajo predvsem, torej, da dobijo neko službo, da si kupijo stanovanje, to traja, kot smo zdaj slišali, kot vemo, cene stanovanj so šle v nebo in se to nekje ustvari komaj po 30. letu in noben ne razmišlja o družini še pred 30. letom, oziroma kaj smo ugotovili je, če preberem kar nekaj odgovorov, da so jih na primer podatki prestrašili, stari so 26 let in nimajo otrok. Te informacije, ki smo podali, pa niso vseeno ne razlog, da bi v nekaj hiteli, če na to niso pripravljeni. Veliki so izpostavili, da ne bojo hiteli zato, ker še nimajo partnerja, najbolj si bojo poiskali partnerja, se ustalili in pa za to začrtovali družino. Prav tako so izpostavili, da se poleg neplodnosti žensk premalo govori o neplodnosti pri moških, oziroma plodnosti, neplodnosti pri moških in pa, da se v družbi, ko govorimo o tej plodnosti, preveč vali krivda na ženske, premalo se pa seveda govori o moških. In pa, kaj so še povedali, je, da, to, ko smo že izpostavili, torej, da je življenjski slog, trenutni življenjski slog predvsem usmerjen na kariero in pa na te materialne dobrine in še kasneje na družino in pa načrtovanje družine. Tudi z vlastnim izkušenj, predvsem prijateljev, ki imam, najprej pomislijo na družbo, na službo in pa kaj si bojo kupili, kje bojo živeli, kot pa na otroke. Ker, ko smo že slišali, tudi eno je imeti otroka, druga pa za njega poskrbeti, mu nuditi kvalitetno izobrazbo in pa pač življenjske okoliščine kvalitetne. To pa je tudi to z moje strani. Hvala lepa za dragocene podatke. Zdaj smo govorci, smo dali neke istočnice in zdaj bi pa kar prosila za vprašanja. Se govorili smo res veliko, ampak sigurno pa nismo vsega povedali. Mene zanima, ali narašča število neplodnih ljudi, ali narašča število ljudi, ki poiščejo pomoč? Mislim, število neplodnih, jaz mislim, da je v našem prostoru približno enako. Mislim, je pa različna struktura vzrokov za neplodnost. Ena je, da se vedno več odločajo za kasnejše starševstvo, to je en vzrok. Veliko več je tudi endometrioze. Zdaj sicer tudi ne vemo, a zaradi tega, ker jo boljš najdemo, jo hitrejše zdravimo,
in se hitreje odločamo tudi za različna zdravljenja. Tako da mislim, potem je problem pa predvsem to, da je umanjkalo žensk v reproduktivnem obdobju. To je v bistvu zdaj en tak padec. Naprimer, tako da je teh žensk v reproduktivnem obdobju, ki so primerne za rojevanje, naprimer v 5-letnem obdobju je približno 29.000 manj. In to se zdaj potem kaže na vsem napadcu porodov, ki je znaten in prav tako tudi mislim, pri nas v bistvu je število teh neplodnih približno enako, ampak so pač drugačne strukturirani. Je pa to, da pri nas že zelo dolgo nudimo to pomoč zdravljenja neplodnosti, smo eni izmed prvih v Evropi, ki smo tudi nudili postopke zunajtelesne oploditve, ki so bili refundirani od zavarovalnice. Tako da mislim, zelo najdejo pot, da začnejo se čim prej zdraviti in mislim, da tukaj smo tudi ozaveščeni, tudi z vašo pomočjo, kar veliko naredili, tudi mediji so na to opozarjali, mislim, kakšna je dostopnost, kam ne se obrnejo. Tako da mislim, smo prišli pa do dobrih rezultatov. Dostopnost je odlična. Tako da v bistvu čakalnih vrst na tem področju nimamo, kar je zelo pomembno. Mogoče tudi malo več moške neplodnosti, to še nisem omenila, to je tudi prestrukturirali se je. Ste rekli, da je več moške neplodnosti? Ja, mogoče bi pa ti še... Ja, moške neplodnosti je definitivno več. Ti epidemiološki podatki kažejo na to, kar je že profesor Bugalova rekla, da dejansko se incidenca neplodnosti v razvitem svetu in tudi pri nas ne povečuje. Ampak vzroki se spreminjajo, več je zaradi staranja in tudi moške neplodnosti je več, kot je bilo. Manj pa je te neplodnosti, ki je povezano z spolno prenosljivimi boleznimi, predvsem pri ženskah, kot je ta tubarna neplodnost. Tega je dejansko manj. Res je pa tudi to, da je hitreje poiščejo zdaj pari v bistvu pomoč, da neplodnost ni več taka tabu tema, kot je bila nekoč. Nekoč je veljala neplodnost praktično za nekaj, kar je tudi slabo zdravljivo in se marsikateri pari pač so sprejeli to, da ne bodo imeli otrok in sploh niso poiskali pomoč. Sedaj poiščejo pomoč prej in prej kot pa nekoč. To je tudi razlog, zakaj je v bistvu obiskov zaradi neplodnosti več, kljub temu, da je lahko incidenca neplodnosti enaka. Veste, ker mogoče bi sem še to dodala, kar je različno pri obravnavanju neplodnosti, kot je bilo včasih. Naprimer, zdaj je en iz kazalcev kakovosti tudi ta, da je čas, ko dosežemo nosečnost, čim krajši. Tako da mislim, to zelo hitro se odločamo za diagnostične postopke in tudi hitro reagiramo za zdravljenje. V bistvu je en tak kazalec tudi, mislim, da dosežemo najkrajši možni čas za dosego nosečnosti, ker v tem času, seveda, ko se nekdo odloči, potem hoče to tudi takoj zrealizirati in mi temu zdaj tudi zelo sledimo in njih zaradi te dobre dostopnosti tudi lahko se odzovemo zelo hitro. Pa še mogoče jaz bi dodala, da če je včasih bilo v bistvu rečeno, da je po enem letu nezaščitenih spolnih odnosov, da takrat govorimo o neplodnosti, pa v bistvu zdaj po 38. letu se govori o neplodnosti že po pol leta. V bistvu, ne? Tako da tudi te ženske starejše pridejo prej do nas. Ampak o kakšnem, ne vem, sem na začetku preslišala, o kakšnem številu parov na leto govorimo, ki poiščejo pomoč? Moram reči, lahko rečem za nekako UKC Maribor je bilo to okrog 1200 parov obišče letno. Nas po okrog 1500. Se pravi 2700 na leto za celotno. Ja, potem je še Postojna, ne? Pa Dravlje, tako. To govorimo o teh prvih obiskih, ne? Teh, ki se vstopijo v sistem travljenja. Kakšno vprašanje? Ni več pa samo izjave posebej. Ja, če ni več vprašanj, bi se jaz vsem prav lahko še mogoče za profesor Godino kakšno vprašanje. Smo malo pozabili, ko ni tukaj v omizju.
Ampak ona je tako lepo povedala, sicer je to zelo pesimistično. Če pa še malo Hararija prebereš, ko pa prav, da bo na eni strani s to umetno inteligenco strašna brezposelnost in hitra potreba prilagoditve na druge poklice, bo ta nemer prestrukturiranja še večji pri ljudeh, še bolj bojo v stresu, tako da ne vem, če bi ga še naslednjo knjigo prebrala. No, mislim, da mogoče bi samo malo polemiziral, kar se ti za profesor Godino. No, jaz mislim vseeno, da je dejansko prosvetljevanje informacijo, da mladi dobijo informacijo o upadu plodnosti starosti, se meni zdi zelo, zelo pomembna. Niti ni pomembno to, ali se bodo zaradi tega odločili za starševstvo prej. Ampak mislim, da v življenju, ko se odločaš, kako boš živel in kako boš živel, je pomembno, da se odločaš na nekih realnih temeljih, da veš, kaj je, lahko se tudi odločiš za kasneje ustvariti družino, ampak moraš vedeti, da če se boš odločil kasneje, da obstaja tudi tveganje, naprimer, da za zdravljenje neplodnosti ne bomo uspešni. Mislim, da je to informacije so pomembne, ne glede na to, kako se bodo potem odločali. Pomembno je, da se odločajo na nekih realnih temeljih. To je to. Jaz bi mogoče samo še vas vprašala, naprimer, a je to, ko mi ozaveščamo o tej neplodnosti pa o vplivu starosti, a je to, da vas izvajamo nek pritisk, a lahko dosežemo kontraefekt, to ne vedno skrbi. Tudi to, koliko sem bral pač rezultate naše ankete, je kar nekaj odgovorilo, da smo s tem, da smo jim ozaveščali, da smo jim povedali, da plodnost strmo pada, da še je to dodaten pritisk naredilo na njih. Najverjetneje to zdaj ne bo spremenilo njihovega načina, sem razmišljala, vseeno bodo kasneje z leti ustvarili si družino, ampak jim pa ustvarja neki dodaten pritisk, ker se še prej zavedajo. Tako da moramo biti tukaj pazljivi, ne, kako v bistvu to sporočamo pravzaprav. Ja, bi nekako rekel, ja, da čeprav ne moreš pa to na lepši način tudi ne povedati, kot pač, da dejstva izpostaviš, ne, da pač plodnost pada, vedno težje zanositi in to so dejstva, ne moremo to nekako polepšati. Meni je bil zanimiv komentar, da je krivda ženske. To je ravno cela zgodba. Ni krivda ženske, ampak je narava tako naredila. Ko govorimo o neplodnosti, nikoli ne govorimo o krivdi, govorimo o vzrokih neplodnosti. To je samo še dokaz za to, da moramo o teh stvareh govoriti. To so biološka dejstva, pač, ne krivda, nekaj, kar ti hočeš ali nočeš. Ženska si, torej se ti bo v življenju to dogajalo, konec zgodbe. Ko sem zbral pač te naših anket, je predvsem to mišljeno glede vpliva spolov v družbi, ne? Zato, ker se pač se izpostavlja, ne vem, predvsem ta večji vpliv moških, ne, kak je pač enakopravno spolov, predvsem z tega vidika, ne? In pač se potem tudi izpostavlja, da so ker spola nista enakovredna, oziroma se trudimo, ker enakovrednosti se ženske s tem tudi, se tudi v plodnosti vključeno, ne, spolnost, ne, se pač tudi krivda, kot to krivda žensk predstavi, ne, pri spolnosti. Zdaj bi se pa res zahvalila, se vam zahvaljujem, da ste prišli in upam, da nam boste pomagali pri ozaveščanju, da pač je problem starost, da je problem debelost, da pri nagovarjanju mlajše, da ne poskrbijo za zdrav način življenja, da se obvarujejo pred različnimi boleznimi, ki so v povezavi z neplodnostjo in da s tem poskrbijo tudi za zdravo življenje. Hvala lepa.